spoštovani Brezovčani in vsi ostali, je čas trpljenja in je čas milosti. Vabljeni smo, da smo pripravljeni, ker nikdar ne vemo, kdaj je čas milosti in kdaj je čas trpljenja. Danes mislim, da stopamo v čas milosti. Vse, kar vztrajno iščemo, pravzaprav išče nas. In če bomo uspeli ostati mirni, nas bo končno tudi našel. Ko v globini srca nekdo čuti ljubezen do ljudi, ki so spoštovali njegove starše in se iz svoje ljubezni odloči deliti naprej. Nam, ki smo daleč in nas ne pozna, potem vemo zagotovo, da nas je našel. Sporočilo, ki nam je poslano, govori takole. Dajte in se vam bo dalo. Vedno pa je bistvo tega, da se ne bojimo dati, ali je to materialni svet, moje delo, tvoje delo, molitev. Moramo najprej dajati in se nam bo dalo. Morda celo našim potomcem. Tu smo, da razumemo voljo njega, ki je nad nami in to voljo preprosto izpolnjujemo. To, kar vam bom prebral sedaj, so besede Gospoda, ki nam je poslal pismo. Besede so njegove, zato bom citiral. Spoštovani, hvala za dopis, blagoslov in pozdrave. Glas iz Brezovice je vedno veliko presenečenje in zadovoljstvo. Po skoraj 70 letih, kar sem od doma, se skoraj vsak dan spomnim na Slovenijo in domači kraj. Moram se zahvaliti za slike prenovljene cerkve svetega Antona Puščavnika. Spominjam se fresk nad oltarjem, pred seboj pa vidim tabernakelj z okroglo sliko srca Jezusovega. Naša družina je bila klub na Kovičku in smo imeli lep razgled na križnico, jo na slikah nisem več opazil. Spominjam se vaših duhovnih prednikov, dekana Lavriča, župnika Komana, ne pa njihovih prinik. Moja starša sta bila oba priseljenca, oče iz Trbovelj, mama pa iz Vodnika pri Kamniku. Naše domovanje je bilo ravno sredi Brezovice, v visoki hiši in danes ugotavljam, da bi z mnogimi izmed vas bili prijetni sosedje. Meni je v veliko zadoščenje in čas, da so Brezovčani njiju in vse nas sprejeli za svoje. V kratkem času sta razvila trgovino na Brezovici, Dragomerju in Notranjih Goricah. Danes pa sem spomin in zahvala na moje starše, Rudolfa in Marijo Kolarič, ki sta živela na Brezovici od leta 1941 do 1945, pripravljen župniji Brezovica darovati $110,000 ameriških dolarjev. Preračunano je to 90,000 evrov. Spoštovanje vas pozdravlja gospod Rudi Kolarič, še vedno s srcem Brezovčan.
Zgodba, ob kateri ne smemo ostati ravnodušni. Me spominja tudi na besede, ki mi jih je dejal Jože, ko so dobila to informacijo. Sedaj vidim luč na koncu tunela. Šele sedaj razumem njegove besede. Luč za njega, ki jo je našel. In luč za nas, da dokončamo, kar smo pričeli. Ob zaključku vsakega dela se ozremo nazaj in preverimo, če je res opravljeno in če je dobro. Župnija do danes za vsa opravljena dela nima nobenega zapadlega dolga. Sredstva, ki smo jih porabili samo za prenovo in ureditev kora, znašajo približno 110 000 evrov. Vrednost novih orgel po podpisu pogodbe je bila 302 900 evrov za davke. Župnija je do danes odplačala 124 500 evrov za DDV. Torej nam ostane za poplačilo še 178 300 evrov za DDV. Gospod Kolarič je resnično na široko odprl vrata tunela, na koncu katerega je dokončanje tega projekta. Vendar ne smemo pozabiti, da dokler ne bomo odplačali zadnjega centa, projekt ne bo končan. Že zaradi ljudi, kot je gospod Kolarič. Trenutno ima župnija pripravljenih 110 000 evrov za poplačilo dela drugega obroka in celotnega tretjega obroka, ki je pogoj za pričetek postavitev novih orgel. Razlika, ki jo mora župnija še zbrati do končne vsote, pa je približno 68 300 evrov za DDV. Nekaj stroškov bo potem še s postavitvijo praktikantov in ogrevanja, vendar zato imamo časa še približno dobro leto. Za vse modre odločitve moramo imeti srce, ki čuti ljudi in se ne sprašuje, koliko in kolikokrat mora še delovati. Dobrota, ki se dotika naše župnije, se bo odvila tudi na koncertu, ki ga je napovedal gospod Primož. Zato ste zares vsi prisrčno vabljeni na ta koncert, ki si ga je zamislil naš pokojni Jože. Žal ga ni dočakal. Ansambl Cantabile je prevzel vso odgovornost, da izpelje ta koncert v imenu župnije Brezovica. Vsi nastopajoči se odpovedujejo vsem stroškom in kar bo ostalo, so pripravljeni darovati za naše nove orgel. Hvala še enkrat vsem, hvala gospodu Kolariču, hvala vsem dobrotnikom, tudi ansamblu Cantabile in gospodu Kardabolniku in pa seveda vam, ki zaupate nam, da bomo skupaj prišli do tega cilja. Hvala.